Kaj pomenijo pogodbe z Evropsko unijo za prebivalce države in državne institucije? Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Govorili smo že o tem, da je nujno, da se vsi držimo zakonodajnih okvirov, da tako pestra druščina, kot se je znašla v Evropski uniji, lahko funkcionira. Evropska unija temelji na načelu pravne države. To pomeni, da vsak ukrep Evropske unije temelji na pogodbah, ki so jih po demokratičnem postopku potrdile vse države članice Evropske unije. Komisija denimo ne more predlagati zakonodajnega akta s področja, ki ni zajeto v pogodbi. Pogodba je zavezujoč dogovor med državami članicami Evropske unije, ki določa cilje EU, pravila za institucije EU, postopke odločanja ter odnos med Evropsko unijo in državami članicami. Prva takih pogodb je bila leta 1951 podpisana pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. Od preostalih ste verjetno slišali tudi za pogodbo o Evropski uniji, Maastrichtsko pogodbo in Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati leta 2009. Z njo pa je med drugim Evropski parlament dobil več pristojnosti, spremenili so se postopki glasovanja v svetu in uvedena je bila državljanska pobuda. Sprav to, Lizbonsko pogodbo oziroma z dojemanjem te pogodbe ima nekaj težav Poljska. Nedavno je poljsko ustavno sodišče odločilo, da so nekatere določitve in sodne odločitve Evropske unije v nasprotju s poljsko ustavo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med razpravo o tem v Evropskem parlamentu v Strasbourgu dejala, da sodba poljskega ustavnega sodišča postavlja pod vprašaj temelje Evropske unije in da bo komisija ukrepala. In kaj lahko Evropska komisija naredi v primeru neposlušnosti države članice? Prvi možen ukrep, ki verjetno ne bo uspel, je pospešitev razprave o uveljavitvi 7. člena Lizbonske pogodbe, ki lahko neki državi odvzame glasovalne pravice. A to je moč doseči le s konsenzom vseh članic. Pravzaprav na podoben način, kot se sprejemajo pogodbe. S konsenzom. Kasneje pa, ko državi članici kaj ne ustreza, reče, da je bilo nekaj vsiljeno, ali pa nismo razumeli, ali pa zraven smo sicer bili, ampak smo šli lih takrat na kavo in cigaret in smo preslišali razpravo. Drugi možen ukrep je pogojevanje izplačil evropskega denarja s spoštovanjem pravnega reda. Evropska unija je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027 in skladu za okrevanje. Kako se bo vse skupaj odvilo, bomo seveda poročali tudi v Slovencu. Ne glede na to, da obstajajo različna mnenja o tem, do kje lahko ali ne sme segati zakonodaje Evropske unije, se spomnimo, da je Evropska unija zavezana k spoštovanju subsidiarnosti in da je nenazadnje spoštovanje pravne države ključnega pomena za dobro delovanje Evropske unije in za mir in dobrobit Evropejcev. Kdaj pa kdaj bi se morali ponovno spomniti, kaj so pravzaprav razmišljali očetje Evropske unije ob sami ustanovitvi. Želim vam miren teden in naj vam vsakdo reče, da ste imeli prav. Lepo se imejte in pazite nase.